Festival študentskega filma je namenjen študentom in mlajšim. Udeležba je bila sploh za prvič zelo zadovoljiva. Želeli bi si mogoče še več, ampak glede na to, da je bilo to prvič, da še stopamo po tej neki poti, je bila kar zelo solidna, nekje 130 obiskovalcev. Kot se za tipičen prispevek spodobi, se tudi ta začne s posnetkom lokacije, ki naj bi napovedovala, o čem se bo sploh govorilo. Ker pa še mi sami tega ne vemo, vam postrežemo s prizorom, ki ne bo na vas naredil nobenega vtisa. Na to se vam pokažem jaz, domnevni avtor prispevka s čudno izgovarjavo, ker teremu ni dovolj, da ga samo slišite, želim si, da veste, kako izgledam, zato da naslednjič, ko greste skozi mesto, lahko prijateljem rečete, glej, tale pa je iz televizije. Tako imenovani medium close shot moje malenkosti se konča z prisiljeno gesto roke in vprašanjem, kako naprej. Ponavadi sledi posnetek podoben temu ali kateremu iz naše arhive, da imate kaj zagledati, medtem ko vam jaz nakladam o dejstvih, za katere v zmoti mislim, da vas zanimajo. Včasih se slika tudi ustavi, spremeni v črno-belo ali nek čuden priliv in nekaj dejstev se na to pojavi eno za drugim na zaslonu, da jih lahko preberete, ker tako ne sledite mojemu glasu. Nato sledi izjava moškega v jedilnici, ki smo ga komaj prepričali, da stopi pred kamero in odpira kuverte. S tem vas želimo prepričati, da je namen prispevka skrb za malega človeka in ne samo dvig gledanosti, zato da poberemo čim več denarja od reklam. Veste, kaj vam povem? Jaz te vaše prispevke gledam, ampak delam se, da jih gledam. Zaradi tega, ker mi tak žena vedno nekaj zraven gnjavi. In moja edina misel je, stara, daj prosim, do fuzbala mi daj mir. Predstavimo vam tudi človeka iz stroke. No, vsaj tako mu pravimo mi. V bistvu je samo nekdo, ki smo mu pred ime dodali oznako mag, da deluje bolj kredibilno. Lahko da je to tudi naš sodelavec, ali pa sem to samo jaz sam in upam, da me ne boste prepoznali v moje klaverni preobleki. V bistvu jaz ne vem za nič o tej stvari. Ne? Jaz to vem samo, kaj sem pogooglal, pa prve 3 linke kliknil, ker folk tako dalje ne gleda. Pa upam, da me bo kdo zaposlil, ne? Ker nimam več rad te službe. Res ne. Nažalost je bil to obupan primer samo promocije, zato vas zamotimo z grafi, za katere trdimo, da so verodostojni. Mogoče še pokažemo kakšno sliko svežega jabolka, ki pa nima nobene veze s celotno zadevo. Ali pač. Sledijo ponovno posnetki okolice, ki vam jih prikažemo z vizualnimi presežki, na katere smo neizmerno ponosni. Nato še obvezno nadlegovanje prebivalcev v obliki ankete, ki pa v bistvu ne daje nobene teže zgodbi, vendar želimo ustvariti mnenje, da je pomembno, kaj si ljudje mislijo. Daj, mali, speli se že enkrat, pa nehaj nadlegovati tukaj ljudi, ne? Pa če nijam, zdaj gledati, kaj lahko rekel, če sem brez zobov. Na kraju vam še postrežemo z najpomembnimi posnetki, ki le služijo kot mašilo. Preden kamera spet ne pokaže mene. Nato sledi še kratka nepotrebna obnova tistega, kaj ste pravkar slišali in priložnost, da se ob mojem imenu izpiše še uporabniško ime na Twitterju v upanju, da bo naraslo število mojih sledilcev in se mu lahko hvalil pred prijatelji. Zaključim z neizvirno besedno igro, ki vas pusti z občutkom, kot da bi vgriznili v kislo jabolko. Na festivalu v kategoriji igrani film je zmagal Mitja Mlakar s svojo ekipo. Naslov filma je Missing the Moment.
Hey Peter, how are you, man? I just wanted to wish you good luck for today. See ya, man. Bye.
Thank you.